zvočnem valovanju in o uporabi zvočnega valovanja v bolj ali manj vsakodnevne namene. Zvok je resnično močan. Narejen je iz nevidnih valov energije, ki prodirajo skozi različne snovi. Zrak, voda, tla, delček za delčkom. Ljudje lahko zaznamo te valove, če je njihova frekvenca med 20 Hz in 20.000 Hz. Karkoli nad ali pod to frekvenco žal ne moremo slišati, vendar še vedno obstaja. Poleg medicinskih tehnologij, kot na primer ultrazvok, je eden najbolj znanih primerov, ko zvok dejansko nekaj naredi, razbijanje kozarcev. To deluje samo takrat, ko je zvok na popolnoma enaki frekvenci kot kozarec in točno določene jakosti. Kozarec ima svojo resonanco. Resonanca je frekvenca, na kateri začne kozarec vibrirati. Da bi našli resonanco, moramo samo udariti po kozarcu in ujeti zvok. To je pravšnja frekvenca ali ton, da kozarec začne vibrirati. Najprimernejši za razbijanje je kozarec za vino, saj stoji na peclju in ima zelo tanke stene. Ustvarjanje enakega tona, kot je kozarčeva lastna frekvenca, bo sprožilo vibriranje kozarca. Kakorkoli, to ni edini in zadosten pogoj, da se kozarec razbije. Potrebna je še zadostna jakost zvoka. Glasnejši kot je zvok, hitreje bo kozarec vibriral. Ko dosežemo točko, ko se kozarec ne zmore več zoperstavljati vibracijam, se bo raztreščil. Jakost zvoka mora biti več kot 100 decibelov. Takšno glasnost je težko, a ne nemogoče doseči z govorom. Glasnost človeškega govora je okrog 50 decibelov. Zato se v večini eksperimentov uporabljata ojačevalec in zvočnik. Poleg zvoka, ki se uporablja za razbijanje kozarcev, je v meji slišnosti tudi zvok, ki se uporablja za zvočno lebdenje oziroma v angleščini sound levitation. To je veliko bolj fascinantno kot razbijanje stvari, če vprašate mene. Zvočno lebdenje je poznano že kar nekaj let, vendar do pred kratkim nismo mogli storiti nič kaj uporabnega s stvarmi, ki smo jih obesili na zvok. Praktično so tam samo vesele. Zahvaljujoč raziskovalcem z švicarske univerze ETH Zurich lahko danes ne samo obešamo stvari na zvok, temveč jih tudi premikamo, mešamo plavajoče oziroma lebdeče delce z uporabo energije v zvočnih valovih. Pa si poglejmo, kako zvočno lebdenje pravzaprav sploh deluje. Zvočni val izgleda nekako takole, ampak to je nekoliko poenostavljeno. V resnici izgleda nekako takole. Rdeči trakovi predstavljajo visok tlak. Deli med rdečimi trakovi pa nizek tlak. To nihanje se premika s hitrostjo zvoka. Ko imamo dva identična zvočna valova in jo ravno prav poravnamo, se ne obnašata več kot navadna zvočna valova. Če imamo val, ki prihaja iz leve, in val, ki prihaja iz desne, dobimo tako imenovano stoječe valovanje. Če tukaj potegnemo črto, vidimo, da se na tej črti menjavata visok in nizek tlak. Tukaj pa se tlak sploh ne spreminja, val ne niha. Če to valovanje postavimo navpično in damo nekaj majhnega točno na to točko, kjer ni nihanja, lahko na zrak obesimo stvari, kot so stiroporaste kroglice, vodo in podobno. Pa si poglejmo nekaj prelomnih ugotovitev. Najprej začetki tridimenzionalnega upravljanja lebdečih stvari. Leta 1975 je Weimar odkril, kako lahko obesimo stvari na stoječi val, kar sem tudi malo prej opisala. Leta 2013 so odkrili, kako lahko te stvari upravljamo v 2 dimenzijah, malo kasneje pa kako lahko z njimi manipuliramo tudi v 3 dimenzijah. Kaj pa lahko danes počnemo z lebdečimi stvarmi? Pogoje za zvočno lebdenje ustvarjajo 4 ultrazvočni oddajniki, ki ustvarijo srednjo točko. Ta se lahko ustvari kjerkoli med ultrazvočnimi oddajniki. Distribucija potencialne energije je generirana s stoječimi valovi. Tukaj je vizualizacija s suhim ledom. Ti delci stiroporja so se ujeli v vozle stoječih valov. Z delci velikimi med 0,2 in 0,6 mm lahko manipuliramo v zraku.
Poleg teh delcev pa tudi z nekoliko večjimi, kot na primer električni materiali, lesom, jahti, plastiko, vodo z milom. Prostor, v katerem se je vse to izvajalo, je odprt. Vanj lahko sežemo z roko in je dimenzij 60x60x30. S pomočjo tega so lahko Švicarji razvili še eno veliko bolj uporabno stvar. In sicer, kako spajati oziroma mešati dve različni snovi. To ima veliko prihodnost v farmaciji, saj je veliko bolj sterilno kot to, da se dotikamo teh snovi z različnimi kapalkami, pipetami in podobno. Če imamo recimo 2 kapljici vode nad 5 oddajniki zvoka, jo lahko približamo in spojimo v eno večjo kapljico vode. Vozlišča so modre barve. Dve kapljici se zlijeta. Če pa sta kapljici preveliki, zadeva postane nekoliko eksplozivnejša. Precej praktično, če si želiš pripraviti kavo za napot kar v zraku. Vseeno pa previdno s tem natrijem. Ti energijski valovi pa lahko počnejo še veliko drugih stvari. Ena manj znanih je LRAD ali Long Range Acoustic Device. Poenostavljeno bi mu lahko rekli, da je to orožje, ki strelja zvok. LRAD je bil zasnovan po terorističnem napadu na ameriško ladjo USS Cole leta 2000. Prvoten namen je bil ustvariti varno območje okrog ameriških vojaških plovil. Z uporabo LRAD-ovih standardnih nastavitev je vojska lahko opozorila nasprotno plovilo, da se približuje ameriški vojaški ladji in naj zato spremeni smer svoje plovbe. Kadar se LRAD uporablja v komunikacijske namene, je zvok zelo glasen in jasen. Če pa nasprotna posadka ne upošteva opozoril za vojaške ladje, lahko vojska spremeni LRAD-ove nastavitve. Takrat le-ta proizvede zelo glasen, moteč in boleč zvok. To naj bi služilo kot sredstvo za preprečevanje približevanja tuje posadke ameriški vojaški ladji. Tako naj bi bilo ameriški vojski tudi omogočeno, da se umakne z območja brez kakršnekoli druge uporabe orožja. Tudi kopenska policija je uporabljala LRAD za razbijanje množic. LRAD proizvede zvok z jakostjo 160 decibelov. To je enak hrup kot pri vzletu rakete. Ker pa lahko zvok nad 90 decibelov poškoduje sluh, takšna uporaba LRAD-a ni dovoljena. V 50 letih prejšnjega stoletja je NASA izumila napravo, ki je lahko proizvedla zelo nizke frekvence. Če si to napravo nastavi na 19 Hz in jo usmeri v človeka, je ta človek imel probleme z vidom. Videl je črne pike in podobno. In zakaj? 19 Hz je ravno resonanca človeškega očesa. Se še spomnite poskusa s kozarcem za vino, o katerem smo malo prej govorili? Če zvišate jakost zvoka na nizkih frekvencah, bodo ljudje imeli težave z dihanjem, saj nizke frekvence vplivajo na pljuča. Naprava, ki za svoje delovanje uporablja ultrazvočno valovanje in ima vsem na področju medicine pozitivne posledice za ljudi, pa vsem dobro poznani ultrazvok. Osnova ultrazvoka je eholokacija, s pomočjo katere se netopiri in delfini orientirajo v prostoru.
V prostor oddajo zvok zelo visokih frekvenc in nato poslušajo, čez koliko časa in kako modificiran odboj slišijo. Srce vsakega ultrazvoka je pretvornik. Izdelan je iz zaporedja piezoelektričnih kristalov. Piezoelektrični kristali vibrirajo, ko na njih prispe električni signal in proizvedejo visokofrekvenčno zvočno valovanje, kateremu pravimo ultrazvok. Še bolj pomembno, ti kristali lahko delujejo tudi v obratni smeri. Proizvedejo električne signale, ko zaznajo zvočne valove visokih frekvenc. Ko pretvornik usmerimo v telo, le-ta oddaja ultrazvočne valove, ki prodirajo skozi kožo v notranjost telesa. Ko valovi zadanejo tkiva z različnimi značilnostmi in gostotami, proizvedejo odmeve, ki se odbijajo nazaj do piezoelektričnih kristalov. To se zgodi več kot 1000-krat na sekundo. Vrnjeni odboji se pretvorijo v električne signale, ki jih računalnik pretvori v stopnjo osvetlitve na sliki, ujemajoč se s pravšnjo anatomsko lego. Pretvornik, ki se uporablja v medicinske namene, vsebuje veliko piezoelektričnih kristalov, kar omogoča, da ustvarimo serijo zaporednih črtnih sličic, ki skupaj tvorijo celotno sliko, kateri pravimo sonogram. Poleg tega so kristali večkrat aktivirani v takšnem zaporedju, da se pojavi celotna slika približno 20-krat na sekundo. Zaradi tega lahko opazimo premikanje v realnem času. Z nekaj znanja pa lahko zvok za nas riše čudovite slike. Samo zavibrirati moramo kovinsko ploščo z generatorjem zvoka.